Lep pozdrav. Danes je konstitutivna seja glavnega odbora Slovenske ljudske stranke. To je naš največji organ med dvema kongresoma. Z današnjim dnem zaključujemo v tem prvem mesecu te konstitutivne odbore, tako izvršilni odbor, nadzorni odbor in ostali organi smo se v celoti sestali. Poudarki, ki smo jih tu podali in ki na nek način nakazujejo naše delo, gredo v to smer, da želimo z novo ustanovljenimi programskimi odbori zelo jasno spremljati dogajanje v naši vladi in pa v naši državi, hkrati pa tudi ponujati rešitve v tem trenutku. Zato organiziramo odbore, ki bodo programsko-strokovni odbori in bodo praktično paralele ministrstvem. Delujemo na takšen način, da imamo izmed naših vidnih članov, ki se spoznajo na posamezno materijo, predsedniki odbore, hkrati pa tudi poslanca, ki v državnem zboru pokriva to področje kot tistega, ki je odgovoren za to, da bomo lahko čim bolj kvalitetno delovali kot stranka. Naslednja točka, ki je bila pa danes povedana in tudi izpostavljena, je pa klasična točka na glavnem odboru, kjer odgovarjamo in podamo odziv na aktualne politične razmere. V tem delu smo še enkrat več, kot že to počenjamo zadnje 3 tedne, dali jasni apel in poziv predsednici vlade, magistri Alenki Bratušek, naj končno prične z ukrepanjem na področju, za katere je dejala, da bo sledila tudi tistemu, kar smo v naši prejšnji vladi delali dobrega. Gre za ključna področja urejanja javnih financ. V tem delu pričakujemo jasne ukrepe, kaj bo naredila na področju tako zniževanja stroškov v državnem proračunu, kako tudi na prihodkovni strani. V tem delu želimo tudi zelo jasne prispevke dati z naše strani, biti konstruktivni del slovenske politike. Drugi teden so ključna vprašanja tudi povezana z prvim takšnim ukrepom, to je sprejem fiskalnega pravila, katerega Slovenska ljudska stranka podpira in verjamem in upam, da bo tudi znotraj koalicije toliko modrosti, da damo zelo jasen signal, da želimo na področju urejanja javnih financ v Sloveniji se obnašati resno. Pomembno področje so zagotovo tudi evropska sredstva z magistrom Žerjavom kot tistim, ki je bil odgovoren za črpanje teh sredstev in pa sam tudi na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje smo v lanskem letu naredili velik korak naprej, pripravili številne projekte in tu mislim, da ima naša država s tem, ko je prostora in za 3% BDP-ja, se pravi za dobro milijardo investicij, tisto možnost za gospodarsko rast. Upam in verjamem, da nam bo na tem področju to uspelo. Sicer pa, kot sem že dejal, računamo, da bo predsednica vlade začela z konkretnimi ukrepi in da na takšen način Slovenija pokaže in dokaže, da zna sama upravljati s svojo državo in da bodo te govorice o prihodke nepotrebne in da bomo sami uredili te zadeve. Slovenski ljudski stranki pa bo zagotovo imela tudi koalicija konstruktivni del slovenskega političnega prostora. Mogoče dvigo DDV-ja, recimo, rečete, v bistvu? Ja, žal je to edini ukrep, ki je bil doslej kot takšen prepoznan konkreten ukrep, s katerim želi predsednik oziroma finančni minister in predsednica vlade očitno dvigniti prihodkovno stran v proračunu. Žal so te izkušnje iz Hrvaške, Madžarske takšne, da je ta navidezno enostaven ukrep na dolgi rok lahko tudi problematičen. Neto efekt na koncu ni takšen, kot izgleda samo v pobranem večjemu DDV-ju, ima vpliv na potrošnjo, je po našem prepričanju zelo problematičen tudi zaradi tega, ker je klasičen antisocialni ukrep, kajti težje prenašajo tega dviga DDV-ja tisti z nižjimi prejemki. Tako da mi smo vedno govorili to o skrajnem ukrepu in pričakujem, da če pride do tega predloga, da bo ob tem predlogu še kakšen drug predlog, kaj bo naredilo na področju zniževanja stroškov, krčenja javne porabe, kajti slišimo in vidimo, da so to obeti za letošnjo leto na področju javnofinančnih prihodkov dokaj slabi glede na manjšo gospodarsko rast oziroma na zmanjšanje gospodarske rasti. A mislite, da se bo uspelo Slovenije zadolžiti po neki normalne ceni oziroma ali bo to fiskalno pravilo sprejeto? Mislite, da bo sprejeto, da bo dovolj glasov za to?
Cena denarja je v veliki meri odvisna od zaupanja v državo in pa resnost državne politike. Zato mislim, da je sprejem fiskalnega pravila, ki smo ga že tudi na nek način politično dorekli v Sloveniji v lanskem letu, prvi od teh pomembnih korakov. Drugi pomembni koraki pa so tisti, ki smo že dejali, področje bank, izpeljava slabe banke, in tretji korak je uskladitev javnofinančnega stanja, se pravi nadaljevati to, kar je naši vladi uspel, da smo praktično iz 6,4% znižali bruto primanjkljaj na 3,7%, ga praktično razpolovili.